9. februar 2021 ob 10:39. Kaj je najpomembnejša stvar? O tem sem nekako razmišljal in jaz ne vem točno, kaj od tega tukaj je res. A je ta svet resničen, a sem jaz resničen, a veš, kaj je zares res. In potencialno nič od tega ni res. Če pa je kakšna stvar res, a veš, da bi šel od tiste, ki je najbolj res, bi mogoče rekel, da sem jaz ta najbolj resnična stvar zame. In da če je vse ostalo iluzija oziroma laž oziroma simulacija in sem tukaj jaz edina stvar, ki je res, potem to, kaj delam v svetu, niti nima veze. A veš, nič, kar naredim, nima veze. Pol edina stvar, ki ima veze, je, da se jaz ta čas, ki sem tukaj, v tej iluziji, v tej laži, v tej simulaciji, da se jaz dobro počutim znotraj sebe. Da je to edina smiselna stvar oziroma edino, kar je res pomemben, če je karkoli že pomemben. Se pravi, da se jaz počutim dobro, prijetno, lepo znotraj sebe. In pol je še kle to, da sem rekel, da nič, kar delam v svetu, nima veze in da jaz lahko karkoli delam, pa če se dobro počutim znotraj sebe, je to. Je pol nima nobene veze, kaj delam. Ampak jaz sem klele zavest, rečemo temu, in zgleda, da so tudi druge zavesti, da so tudi drugi ljudje in tudi zanje je pol pomembno, da obstajajo v tej simulaciji, rečemo, laži, iluziji, kakorkoli, obstajajo v tem svetu tako, da se dobro počutijo. In pol mogoče je malo bolj smiselno od tega, da jaz karkoli počnem, to, da jaz počnem nekaj, kar drugim pomaga se dobro počutiti. Ampak najboljši način, kako lahko jaz to naredim, je tako, da se najprej jaz dobro počutim. In prek svojega vzora širim oziroma učim dobro počutje. Pa niti ne učim, ampak samo dajem dobro počutje v svet. In potem kdorkoli to sprejme, se lahko dobro počuti. No, in to je ful zanimivo, ker a veš, da je moje dobro počutje najpomembnejša stvar, ki je, vsaj zame, in da delo na tem, da se bom jaz dobro počutil, je tisto, kar je najbolj smiselno početi, zato da se kot prvo jaz dobro počutim in tudi drugi dobro počutijo, ker obstaja ideja, in mislim, da je ta ideja resnična, da jaz ne morem dati od sebe oziroma dati drugemu človeku nekaj, kar nimam. Ker če gledaš tako fizične stvari, jaz ne morem nekomu dati darila, ki ga jaz nimam. A veš, ne morem enemu dati kulija, recimo, če jaz nimam tega kulija. Ne morem. In isto je z vsemi psihičnimi stvarmi oziroma z vsemi duhovnimi stvarmi, da jaz nekomu drugmu ne morem dati dobrega počutja, ali pa mu dati nasvet, kako se dobro počutiti, ali pa mu ga naučiti, kako se dobro počutiti, če se jaz ne počutim dobro. In nekako, mogoče kontekst tega razmišljanja je malo nenavaden, ampak če je kakšna stvar, ki je res pomembna, pa tle privzemam, da je potencialno ta cel svet ena velika iluzija, ena velika laž, simulacija, kakorkoli. Če je kaj pol pomemben v tej simulaciji, je to, da se jaz dobro počutim in da, sem pol prišel do tega, da nima veze, pol kva dejansko počnem v tej simulaciji, ker je vse skupaj simulacija. Enkrat je bo konc in pol nima veze, kva sem jaz kle počel. Zame ima edin veze, a sem se jaz ves ta čas dobro počutil.
Ampak to, da nima veze, kaj počnem, je samo ob predpostavki, da ne obstajajo druge zavesti, drugi ljudje, druga bitja znotraj te iste simulacije. Če pa obstajajo in pač, ko pogledam ven, ne, ali pa, ko se družim s prijatelji, družino, pač zgleda, da obstajajo, ne, brez ne na koncu. Meni zgleda, da drugi ljudje, druge zavesti obstajajo. Pa tudi, če so vsi ti ljudje pa te zavesti, ista zavest, ki jo imam jaz, pa pomeni, da če njim pomagam, v bistvu sebi pomagam. Tako da ja, veš, je v obeh primerih zmaga, win-win situation. Kar sem hotel pa reči je, da da nima veze, kaj počnem, ampak da ima mogoče še najbolj veze to, da pomagam drugim, da se dobro počutijo, in najboljši način, kako to naredim, je, da se sam dobro počutim, ker jaz nekomu drugmu ne morem dati ničesar, kar jaz nimam. Se pravi, šele, ko se jaz dobro počutim, lahko nekomu drugmu dam dobro počutje, oziroma mu lahko prek svojega vzora, prek svoje energije, prek svojega nasveta ali pa česarkoli mu lahko dam del tega. Tako da ja, sem prišel nekako do zaključka, rečemo temu, pa ka ni zares, veš, končni zaključek, če se kaj novega naučim, bom to spremenil. Ampak mi zgleda, da je najpomembnejša stvar, da se jaz dobro počutim, in da najpomembnejša stvar, na kateri lahko delam, je to, da se jaz dobro počutim, pa ne samo zase, ampak tudi za druge, ker ko se jaz enkrat dobro počutim, takrat lahko šele predam drugim to dobro počutje, oziroma še njih naučim to, ali pa, veš, se včasih je dosti, da človek sam vidi enega, ki se res dobro počuti v svoji koži, da se malo zamisli pa reče, jaz bi tudi to. Stari, kako si do tega prišel? Dajm še jaz to sprobal. In pol sproba pa mogoče pride až do tega dobrega počutja, ki si ga želi. Tako da je ful zanimivo, da dejansko nima veze, kaj počnem, če to, kar počnem, meni pomaga, da se dobro počutim. In v bistvu lahko vsako stvar v lifeu jaz uporabim kot trening, da se dobro počutim. Recimo, če v službi, veš, imam kaj bednega za delati, lahko rečem, daj bom jaz probal to z veseljem narediti, oziroma brez odpora, ampak pač naredil, ker je pač za narediti, in bom pač naredil in se bom zraven v redu počutil. In pač to pol jemljem kot trening, veš, kot, jaz sem včasih res mislil, da je povezan, da je moje dobro počutje povezan s tem, kaj počnem. Zdaj pa ne bom rekel, da sem tam, ampak se mi mogoče počasi dozdeva, oziroma se spogledujem s to idejo, da jaz ustvarjam svoje notranje počutje. Da pač nima zunanji svet, če jaz mu ne dam dovoljenja in te pravice, nobenega vpliva na to, kako se jaz not počutim. Da lahko jaz ta privilegij, to pravico, kako se jaz počutim znotraj sebe, obdržim zase. In da sem jaz edini, ki določi, kako se jaz počutim znotraj sebe, in pač ne dam nobenemu drugmu pravice, niti tako kančka te pravice, da lahko določa. A veš, mogoče lahko nekdo drug, se odloči, da me bo zaštihal, ne? Ja, pač me zaštiha. Mislim, ni mi lih prav, no, ampak kar hočem reči je, da veš, to, da se bom jaz pol slabo počutil, je še vedno moj odziv, oziroma če jaz temu človeku ne dovolim, da se zaradi tega zabode ali zaštiha počutim slabo, mislim, fizično sem itak slabo počutil, celo umrl mogoče, ampak veš, noter v sebi
je pa fucking moja odločitev, kako sem počutil glede tega. Ker lahko zaženem celo paniko, lahko se počutim slabo, lahko, me je groza vsega skupaj. Lahko pa rečem, ok, en me je zabodel. In zdaj, pač to se je zgodilo, to je zdaj moja resničnost. Ok, da jaz probam najti bolnico ali pa nekoga poklicati na pomoč, da pač ker fucking nočem umreti, ne. Ampak to, da se pa jaz počutim znotraj sebe ful grozen in da sem zdaj, v eni paniki, pa pač, da se, znotraj sebe počutim bedno. To pa jaz ne rabim tega. Jaz se lahko znotraj sebe počutim super. Tudi takrat, ko me en zaštiha. Sej, dajem ekstremen primer, ne, ampak je včasih boljše na ekstremnem primeru razložiti. Ker si zdajle med tem, ko razlagam, probam to predstavljati, ne. Se pravi, da mene en zaštiha, če vas bo več to poslušali, ne sprobaj tega, prosim lepo, ok. Sam tle razlagam v enem hipotetičnem primeru, ampak je dober za, razmišljanje. In lahko tudi sami se predstavljate, da vas en zaštiha in fizično se pač ne počutite v redu, ker pač bolečina in to, ampak tisto notranje počutje pa ne rabi biti kar naenkrat grozen, joj, ne, fuck my life ali neki. Ampak lahko sam, ok, to se je zgodilo. Glede tega ne morem nič več narediti. To se je fucking zgodilo. Sprejmem, ja, to se je zgodilo. Ok, kaj lahko naredim glede tega? Še sem pri zavesti, v redu, lahko pokličem na pomoč, lahko jaz tečem stran, lahko probam priti do bolnice ali pa pokličem, pa jim povem, kje sem, ker se bom zdaj onesvestil. In pač se ta cel miselni proces zgodi in pol naredim, kar pač naredim, ampak znotraj sebe ves ta čas jaz ne rabim imeti nobenega onega občutka tesnobe, živčnosti ali pa kjerkoli blesavega občutka, ker ne rabim tega, ne rabim. Jaz se lahko ves čas znotraj sebe počutim cool. In, včasih sem povezoval, da če se meni zunaj mene ali pa z mojim telesom pa umom nekaj dogaja, se moram jaz, kot zavest v tem primeru, počutiti slabo. Pa v bistvu ne. Jaz se lahko počutim tako, kot se jaz hočem počutiti. Ne, da sem zdaj kar naenkrat bebo in če me en zaštiha, rečem, to je čist cool. Ne, ni cool, ker pač nočem umreti, hočem še kar nekaj časa živeti in bom naredil vse, kar je v moji moči, da bom preživel. Ampak ves ta čas jaz znotraj sebe ne rabim biti v bedu, ne rabim biti v bednem feelingu, v bednem, zakaj to v angleščini, v bednem občutku, pač ne rabim tega. Jaz sem lahko cool. Jaz sem lahko sam cool znotraj sebe ves čas. Vkolikor ne dajem drugim ljudem pa zunanjim dogodkom te pravice, da vplivajo na moje notranje počutje. Ne, ta privilegij je zame in noben fucking kurac mi ne bo govoril, kako naj se znotraj sebe počutim. Noben. Pač fucking noben mi ne bo govoril. Kako se jaz znotraj sebe počutim, je moja stvar. In tudi nobenemu ne rabim razlagati, da se jaz počutim ful dober, pa ne glede na to, kaj se mi v lifeu dogaja. In se sam lahko, jaz se pač lahko počutim dober, skozi. In to je to. In ne rabim nobenemu tega razlagati, ne rabim tega podcasta sploh objaviti, tole je kle zame, zato da se čez en mesec spomnim, ja, to je to človek, to je to, kar si ugotovil in da je pač zdaj živ na ta način. In to je to. In pol je vsem, a me folk kurca, mislim, ni mi vsem, ni mi vsem. Pač, če me en kurca v glavo, lahko nehaš me kurcati v glavo. Tako, a res, a me rabiš kurcati v glavo? Pač tako, zakaj bi me en kurca v glavo? Ne rab tega. Ne rabim jaz tega. Ampak ves čas tega pogovora
pa tega kurcanja v glavo, se lahko znotraj sebe jaz počutim cool. A veš, meni je lahko sam cool, skozi, ves čas. Pa če me en jebe, pa dela nekaj, kar jaz vem, ne, da v navadnem stanju, v katerem sem preživel večino svojega življenja tukaj, da v unem stanju bi me to spravilo v slabo voljo, lahko še vedno, veš, probam odstraniti to iz svojega življenja, pa narediti nekaj proti temu. A veš, še vedno pač imam to opcijo. Ker nisem zdaj kar naenkrat, če se bom jaz vse počutil sam cool, ves čas, nisem jaz zdaj kar naenkrat retardiran, pa da nimam možganov, pa ne moram nič narediti. Ne, če me bo en drkal v glavo, lahko jaz stopim do njega, pa mu povem, da me neha drkati v glavo, drugače se mu bo kaj zgodilo, fizično, in ga lahko pač na gobec, ali pa mu naredim nekaj fizično, da me bo nehal drkati v glavo. A veš, lahko tudi stopim, grem sam stran, če ta človek pač ni, a veš, del mojega kroga ljudi, s katerimi sem stalno v stiku, ampak to hočem reči, včasih sem jaz ful preveč povezoval to, da kar se meni zgodi ali pa kar jaz počnem, da to določa, kako se jaz počutim znotraj sebe. In je lahko, ne, to dvoje je lahko čisto ločeno. In je moje notranje počutje, je pač moje notranje počutje, ki je neodvisno od vsega na svetu, razen mene. Samo jaz določam, kako se bom jaz počutil znotraj sebe. Zdaj, kakor sem rekel, če meni začne drkati v glavo, lahko še vedno naredim karkoli. Mu rečem kaj, grem stran, ga na gobec, enega drugega pokličem, da skupaj uredimo zadevo, ali policijo, ne nazadnje, sej pač oni so tam, da poskrbijo za kakšne take zadeve, ko pač ne moramo mi sami med sabo poskrbeti, ne. Res, dan se tako, da ti en pokliče policijo, ko ena od prvih stvari, ki ti jo reče, kada človek, dajva se midva usest pa se zmeniti, vse se da zmeniti. Vse se da zmeniti, pa lahko zgleda, da se ne da, ampak se da. No, ta privilegij, ko se jaz počutim znotraj sebe, bom jaz obdržal od zdaj naprej zase in ga dajo nobenemu drugemu. Zdaj, kaj se bo dogajalo v svetu, to je še vedno, kaj se bo dogajalo v svetu. Kaj bom jaz naredil v zvezi s tega, to je pač, kaj bom jaz naredil v zvezi s tega, ampak to vse ni več povezan s tem, kako se jaz počutim znotraj sebe. Evo, to je to, do česar bi jaz prišel v lifeu in ta najpomembnejša stvar, za katero se trudim. Moja prioriteta. In se mi zdi fajn, a veš, ker pač ja, jaz bi se rad počutil dobro, skozi. In zdi se mi fajn še zato, ker je to edini način, kako jaz nekomu drugmu lahko predam to. In je tako ful zanimiva misel, da prek dela na sebi oziroma ukvarjanja s tem, kako bi se jaz dobro počutil, da s tem, da je to najboljši način, kako lahko jaz poskrbim, da se drugi dobro počute. A ni, no, da lahko nekomu, pa saj je to logično, nekomu drugmu lahko daš samo tisto, kar imaš. A veš, kakor primer s kulijem, ali pa ne vem, šopek rož. Jaz lahko eni dam šopek rož, ne vem, zakaj sem ta primer zbral, ampak pač jim dam te rože, samo če jaz imam te rože v roki. A veš, jaz ne moram dati nekaj od sebe, kar nimam pri sebi. Pač ni možno. In isto je z dobrim počutjem. Pač, sej vem, da ponavljam že tretjič, ne, ampak jaz lahko človeku dam dobro počutje oziroma nasvet, kako se dobro počutiti, ali pa sam to, a veš, ustvaram atmosfero okoli sebe, da folk se z mano druži, tako jim je kar cool, a veš, se s peharjem družiti, ne. In to lahko jaz naredim samo, če se jaz dobro počutim znotraj sebe. In ja, to je to, kar sem hotel povedati. Trajal je pa, daj me basati, a res 20 minut sem rabo. V glavnem,
Dobro, 31 let v bistvu sem rabil, da sem prišel do tega. Ampak boljš, da bi jih rabil 61. V bistvu dosti boljš, da bi jih rabil 61. Cool. To je to. Ajde, uživite.